Za Darjo Zaviršek iz Fakultete za socialno delo v Ljubljani pa nam prinaša predavanje z naslovom Strah in pogum v procesu deinstitucionalizacije. Žal danes ne more biti z nami, zato nas bo nagovorila preko posnetka. Dober dan. Vse lepo, najlepše pozdravljam, še posebej pa se zahvaljujem kolegu, doktorju Dušanu Rutarju za povabilo. Vsem pa želim dobro konferenco in uspešno delo. V današnji predstavitvi bi rada predstavila nekaj stvari, ki so zelo moteče, ko pogledamo pravice ljudi z ovirami v Sloveniji in neke stvari, ki jim lahko rečemo dobre reči. Jaz sem profesorica na Fakulteti za socialno delo, moje ime je Darja Zaviršek in že več desetletij raziskujem vprašanje pravic ljudi z različnimi ovirami. Prva stvar, na katero bi opozorila, je tisto, čemer bi lahko rekli nedokončana deinstitucionalizacija. In ni samo pri nas, je v vseh državah postsocializmov, čeprav so številne države dobile veliko denarja strani EU-ja, recimo Srbija, Makedonija, tudi Slovenija, zelo veliko evropskih strukturnih sredstev iz evropskih strukturnih skladov se je v bistvu nateklo zato, da bi ljudi iz inštitucij preselili v skupnost, naredili dovolj skupnostnih služb in osebje, ki že deluje v zavodih, usposobilo za to, da lahko dela v skupnosti. Torej, kljub vsemu temu imamo še vedno nedokončano deinstitucionalizacijo, kar pomeni, da ogromno ljudi, in v Sloveniji okoli 23 000, če pogledamo pa že več, če pogledamo še stare ljudi, ki živijo v domovih za stare, ampak mladi ljudje z ovirami, otroci, odrasli, pa še vedno živijo v zavodih, kjer ne bi smeli živeti. In tukaj Slovenija krši 19. člen Konvencije o pravicah ljudi z ovirami, ki smo ga podpisali, in čeprav ta člen pravi, da ima vsak človek, ne glede na oviro, pravico, da se odloči, kje bo živel, s kom bo živel, kdo njega podpira pri tem, je deinstitucionalizacija skromna in bivanje v velikih enotah, 25 ljudi, tudi ni prava deinstitucionalizacija. Je neke vrste hibrid, mogoče upam, da vmesna točka, ampak gotovo pa ni zares deinstitucionalizacija. Recimo Evropska unija je jasno opredelila, kaj pravi 19. člen konvencije, pomeni, da ne sme živeti v skupnosti več kot 6 do 8 ljudi, da osebje ne sme biti rigidno vezano na nek institucionalni urnik, da ne sme biti rutine, da imajo lahko ljudje možnost, da se odločijo, kaj bodo delali v ponedeljek, kaj bodo v torek delali, ne da obstaja neka institucionalna rutina od januarja do decembra. Druga stvar, na katero bi rada opozorila, je tisto, čemu rečem moč zanikanja. Navkljub temu, da so številni pisci v Sloveniji pisali številna dela o tem, da je inštitucija zgrajena tako in funkcionira tako, da so v njej ljudem kršene številne človekove pravice, pa je zanikanje tako močno, da navkljub temu se ni veliko spremenilo. Zdi se, kot da odločevalci in tudi tisti, ki vodijo inštitucije, o tem ne želijo nič vedeti. Tretja stvar, na katero bi opozorila, je fragmentacija področja socialnega skrbi za ljudi z ovirami. In sicer, tako če pod prste pogledamo, pravijo strokovnjaki, da imamo v Sloveniji okoli več kot 70 zakonov,
v katerih piše nekaj o ljudeh z ovirami. Pa naj bo to od zaposlovanja do antidiskriminacije ali pa zavarovanja za primer brezposelnosti ob tem, ko človek postane oviran in tako dalje in tako naprej. Zakaj takšna fragmentiranost? Kako si lahko predstavljamo, da se bodo ljudje z ovirami znašli v tem sistemu? Ne bodo se, težko se najdejo celo strokovnjaki, zato smo imeli ta škandal pred kratkim lansko leto, ko socialne delavke ko morajo vračati ljudem denar zaradi tega, ker je bila neka uredba Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve različno interpretirana. Naslednja stvar, na katero bi opozorila, je tisto, čemer lahko rečemo pokroviteljsko socialno varstvo. Pokroviteljski odnos do ljudi z ovirami, ne glede na to, o katerih ovirah govorimo, in v glavnem je še vedno velja prepričanje, da je dobro, da je človek v zavodih, da so zavodi za ljudi koristni, da zavod nudi popolno pokritje in tako dalje. In to pokroviteljstvo se potem pokaže tudi v tem, kako izvajamo določene zakonodaje. Lahko govorimo o neke vrste udomačitvi oziroma domestifikaciji čudovitih idej. Poglejmo si samo idejo neodvisnega življenja. Ideja neodvisnega življenja je nastala veliko prej, preden je nastala konvencija o pravicah ljudi z ovirami. V začetku 70. let se je skupina študentov v Ameriki odločila, da hoče študirati, ampak da pod takšnimi pogoji, kot jih imajo, se ne da študirati. Naprimer, bili so vdrinjeni na rob študentskega življenja, na rob študentskih bivalnih kapacitet in zaradi arhitekturnih ovir niso mogli priti od ene predavalnice do druge hitro in tako, kot so to lahko naredili drugi študenti in študentke. In so rekli, mi smo diskriminirani. Mi želimo zato, da lahko študiramo, želimo podporo, vendar podporo na ta način, da še vedno lahko živimo neodvisno življenje. Torej ne podporo v zavodih, ampak podporo v običajnem okolju. To je bilo v sredi 70. let. In ta ideja, ki se ji v angleščini reče independent living, je potem pripotovala v druge zahodne države, od Avstralije do Švedske, pa tudi do Slovenije. In šele veliko kasneje, skoraj 30 let kasneje, je nastala konvencija o pravicah ljudi z ovirami v 2006, ki temelji ravno na ideji neodvisnega življenja. Zato, ker strokovnjaki, ki so delali konvencijo in tisti, ki so se zavezali za to, da jo bodo implementirali, so dejali, podpora ljudem z ovirami ne sme iti na račun človekovih pravic. Kako narediti, da bomo uresničili oboje? Tako zagotovili ustrezno podporo, kot tudi zagotovili, da se ob podpori ne bodo kršili človekove pravice. Udomačitev oziroma domestifikacija te žlahtne ideje je pri nas zgleda tako, da sicer smo dobili, kar je fantastično, leta 2017 uzakonjen, leta 2019 uresničen zakon o osebni asistenci. Vendar dejstvo, da je v tem zakonu mogoče, da je veliko svojcev lahko asistentov za oviranega mladega človeka ali pa za odraslega človeka, je seveda nerodno in ni v skladu z idejo neodvisnega življenja. Zelo težko je mami ali pa očetu reči, sedaj pa želim nekaj drugega, kot je bilo za mene pričakovano. Lažje je to reči osebnemu asistentu, ki je res pride na človekov dom zaradi tega, ker je to njegova služba.
Torej, tako smo žlahtno idejo udomačili in jo na nek način, in vprašanje je, v kolikšnem smislu so ljudje z ovirami, ki imajo svojce kot osebne asistente, koliko so zares, bi rekla, imajo podporo za neodvisno življenje. Torej, da lahko iz svojega življenja nekaj naredijo, da lahko sanjajo svoje sanje, da jih lahko uresničijo, da lahko grejo ven iz okvirov, v katere so jih nekateri zaprli, lahko so bile to strokovne delavke, delavci, učitelji, učiteljice, v smislu, saj ne boste zmogli. Še eno stvar bi omenila v smislu težav, ki jih imamo v Sloveniji. In to je fenomen NIMBY, not in my backyard, ne na mojem dvorišču. Torej, ko je ministrstvo zdaj že intenzivno od leta 2019 začelo z procesi deinstitucionalizacije, mislim, ko rečem intenzivno, pomeni, nastala je neka struktura, ni pa seveda veliko ljudi, ki bi zaenkrat še od tega profitiralo. Ko so v mestu Dutovlje, tam, kjer so bile še kar dostopna stanovanja, naredili 4 stanovanjske skupine za recimo okoli 24 ljudi, so se ljudje v Dutovljah dvignili in rekli, mi ne želimo, da je v našem kraju, da je 24 ljudi z ovirami. To je za naš kraj preveč. In tukaj se lahko vprašamo, kaj se dogaja z ljudmi, zakaj še vedno imajo tako veliko predsodkov, tako veliko predstav o tem, da potrebujejo ljudje z ovirami zavode, da morajo biti zaprti, da morajo biti varovani in tako dalje. No, ampak mi vse, kljub tem velikim težavam, ki jim lahko rečemo sistemske, lahko rečemo, da je premalo politične volje v Sloveniji, lahko rečemo, da je še vedno premalo staršev, svojcev, ki bi zaropotali in rekli, tako pa ne. Lahko tudi rečemo, da so, čeprav imamo ljudi, ki so sami ovirani in ki se borijo za svoje pravice, ampak se lahko vprašamo, morda ali jih ni premalo. Če bi bilo še več, če bi bili bolj glasni, ali bi te stvari že lahko uredili. Zdaj pa poglejmo dobre stvari. Dobre stvari, ki so se zgodile v zadnjih letih, na katerih delajo številni strokovnjaki, in tudi ta odličen projekt, ki ga vodi dr. Dušan Rutar, je del dobrih reči. Ena stvar je bivanje. Torej, ljudje kmalu, ko dopolnijo polnoletnost, si večina ljudi želi iti na svoje. Vsaj v študentski dom, v sobico, želijo bivati neodvisno od svojih staršev. In na področju bivanja je izrednega pomena, da res načrtujemo čim več stanovanjskih skupnosti, pa tudi individualnih stanovanj, v katerih bodo živeli mladi ljudje, ki bodo lahko dobili primerno podporo, če jo bodo potrebovali in takrat, ko jo bodo potrebovali, vendar da bo izziv, da se bodo soočili z vsakdanjimi izzivi in živeli čim bolj samostojno. Imamo sedaj idejo neodvisnega življenja, o katerem sem govorila. Na tej ideji je nastal Zakon o osebni asistenci in Zakon o osebni asistenci lahko vsak človek med letom 18 in 64 uporablja in smiselno je, da ga čim bolj pogosto uporabljamo. Druga stvar je tako imenovana je zaposlovanje. Torej, zaposlovanje je področje, ki ni pomembno samo za preživetje. Delo potrebujemo zato, da se preživljamo, potrebujemo ga pa tudi za občutek lastne vrednosti, za samoizpolnitev, za občutek, da je naš dan strukturiran, da vemo, da srečujemo lahko ljudi v prostoru javnega, da nismo osamljeni.
In na področju zaposlovanja je veliko nerešenih reči. Recimo ena stvar je, da zaposlovalci ne radi zaposlujejo ljudi z ovirami. Veliko je predsodkov. Še vedno imamo tam približno 50% zaposlovalcev v Sloveniji, ki imajo več kot 20 zaposlenih in so zato dolžni uresničevati sistem načelo kvote, ki rajši plačajo v sklad, invalidski sklad, v obliki kazni, kot pa, da bi zaposlili človeka z oviro. Torej, zaposlovalce je treba pocukati za rokav in jim sporočiti, da veliko izgubljajo. Drugi problem na področju zaposlovanja je, da se veliko ljudi z ovirami lahko zaposli le v invalidskih podjetjih ali pa v zaposlitvenih centrih, ne pa na običajnih delovnih mestih. In zaposlovanje na običajnih delovnih mestih z primerno prilagoditvijo je naš cilj. Tja želimo priti. In zakon o izenačevanju možnosti pravic invalidov, kot pravi tudi ta ZIMI, in ki je v bistvu neke vrste antidiskriminacijski zakon v Sloveniji, sploh ne omenja področje zaposlovanja. To je velik manko. In tisto, kjer nam gre najbolj slabo na področju zaposlovanja, je prav zaposlitev na običajnih delovnih mestih. Tudi zelo slabo vemo, kaj je tisto, čemur zakon pravi razumna prilagoditev. Torej, prilagoditev delovnega mesta je razumna, če zanjo zaposlovalec ne rabi dati veliko denarja, ki ga recimo nima. In o razumni prilagoditvi se skoraj da nismo še pogovarjali in je čas, da o tem spregovorimo, da spremenimo zakon, antidiskriminacijski zakon, da bo vključeval tudi področje zaposlovanja in da naredimo vse, da čim več mladih ljudi in odraslih ljudi z ovirami dela na prilagojenih delovnih mestih, ki so v običajnem okolju. To pomeni, da torej bivanje in zaposlovanje so zelo, zelo pomembne reči. Pomembno je pa seveda tudi, da še vedno delamo na odstranjevanju arhitekturnih ovir, zato da zares zagotovimo, da vsi ljudje z ovirami, mladi in stari, lahko uporabljajo javne površine. Zato, da so vidni, zato, da se srečujemo, zato, da lahko ljudje grejo ven sami, da ne rabijo spremljevalca, asistenta, ampak lahko sami, če ni ovir v grajenem okolju, hodijo naokoli. Veliko je tudi tistega, kar moramo spremeniti v smislu našega lastnega ravnanja. Od tega, da ne bulimo v ljudi, če srečamo človeka z oviro, do tega, da človek z oviro reče drugemu, zakaj me pa tako bulite, a še nikoli niste videli človeka z oviro. Vse to je pomembno. Skratka, po eni strani več samozavesti, ki jo lahko strokovne delavke in delavci vnesejo z svojim ravnanji, ki so, bi rekla, ravnanja vzornikov. Vzorniki so tako zelo pomembni. In če imamo dobre vzornike in strokovne delavke in delavci so vzorniki, potem bodo ljudje z ovirami bolj samozavestni. Obenem pa ljudje imamo skoraj da na voljo samo besede. Še kaj drugega, ampak v glavnem veliko potrebujemo besed. To pomeni,
nič boljšega ne moremo narediti, kot da se o pravicah ljudi z ovirami, o izkušnjah, ki jih imajo ljudje z ovirami, čim več pogovarjamo. Da postanejo ti pogovori del vsakdanjega življenja. Da to niso pogovori, ki so zaprti v neke zavode, v neke stanovanjske skupine ali pa v družine, kjer so ljudje z ovirami. Ampak da so to pogovori, ki so pogovori nas vseh, ljudi, ki so ovirani, in ljudi, ki so samo začasno neovirani. Vsi samo začasno neovirani. Skratka, samo tako bomo spreminjali ravnanja, razmišljanja, predsodke. Čaka nas še zelo veliko dela in neke mišje korake smo pa naredili. In jaz se zahvaljujem mojim kolegicam in kolegom iz Kamnika, da orjejo ledino, in vsem vam hvala za poslušanje in še enkrat vse dobro in uspešno konferenco in še veliko tako uspešnih projektov. Nasvidenje.